Če že vsi zbirajo podatke, smo si rekli, da bi zbirali tudi mi. Seveda z vašo pomočjo. V Triglavovem Labu smo skrbno gledali tudi zato, da vas opozorimo na katere napake, kako gledate na cesto, kako ste zbrani in kako pričakujete nepričakovane situacije. Tisti, ki ste bili v Triglavovem Labu, ste že dobili nekaj koristnih informacij zaradi teh podatkov. Mi pa zdaj vemo natančno, kam gledate, v kakšnem trenutku, kaj se takrat dogaja z vašim telesom, kako močno ste zavili z volanom, kako močno ste pritisnili zavoro, in to so podatki, ki jih potrebujemo, zato da bomo več vedeli o prav naših vozniških navadah. In da bomo lažje pripravljali tudi kakšno akcijo. Vožnja avta nam je dnevna rutina in zato se ne zavedamo, kako kompleksna je lahko. Možnost spoznavanja našega vedenja in odzivanja na številne nepredvidljive situacije v kontroliranem okolju simulatorja je zato pomembna dodana vrednost za naše voznike. Na simulatorju zbrani in analizirani podatki so nam odlično vodilo pri iskanju načinov, kako nagovarjati najbolj rizične skupine voznikov, oziroma kako se lotevati nekih akcij, s katerimi bi želeli povečati varnost v cestnem prometu. Rešitev se ves čas razvija in jo nadgrajujemo. Trenutno jo uporabljamo za mlade voznike. Naš cilj je seveda, da jo uporabimo tudi na ostalih segmentih. Simulator v Labu pa nam omogoča tudi razne eksperimente na dejavnikih, za katere še ne vemo, kako vplivajo na varno vožnjo. In tu je naša vloga. Naša kot vloga ekipe avtomobilnosti, ki si izmišljamo zanimive cestne situacije, in vaša, dragi gledalci avtomobilnosti, ki kot udeleženci, se pravi naši asistenti, pri naših eksperimentih tudi pomagate. V preteklih 2 mesecih smo tako na našem virtualnem cestnem poligonu skupaj spregledali že 112 otrok, ki so skočili iz avtobusa. 69 motoristom smo končali kariero, če ne celo življenje, ko so se nagnili na naš vozni pas. 72krat smo spregledali žogo, mnogokrat gledali v napačno smer, se pozabili pripeti in tako naprej. Seveda so bile vse te nesreče usodne samo za piksle in megabajte, zato vas bomo v to varno okolje še povabili in se soočali s kritičnimi vozniškimi situacijami. V času poletnih počitnic boste za urnik teh eksperimentov izvedeli na naših spletnih kanalih, na MMC-ju, Facebooku in Instagramu. Na prvi tematsko usmerjen eksperiment pa vas povabim že kar zdaj. Tokrat bomo izmerili škodljivost japank, flip-flop ali kakorkoli že pravite tistim poletnim natikačem, ki se med vožnjo rade zatikajo med stopalke.